Pozdravljeni pri novi analizi. Ja, PlayStation 5 in pa Xbox Series X ter S so zdaj že kar nekaj časa z nami, kaj ne? Res je, čas kar beži. Konzole so vstopile v neko zrelo obdobje. In seveda, vsi se že sprašujemo, kaj sledi. Čuti se tisto vznemirjenje, ne, pred novo generacijo. Ja, pričakovanja so kot vedno visoka. Čeprav sta Sony in Microsoft uradno še precej tiho, se je pa nabralo že kar nekaj, zanimivih informacij. Govoric pač. Govoric, točno. O prihajajočem PlayStationu 6 baje ima kodno ime Orion. Tako pravijo, ja. In pa o naslednjem Xboxu, ki naj bi bil Magnus. Super. Dajva se danes poglobiti prav v to. Ampak najprej pomembno opozorilo, kaj ne? Absolutno. Vse, o čemer bova danes govorila, temelji na neuradnih virih. Iz industrije, menda kakšna puščanja podatkov. Ja, predvsem od AMD-ja, ki dela čipe za oba. Pa potem analize s forumov, tehnoloških strani. Nič ni uradno potrjeno. Seveda, jasno. Zdaj smo v 2025. Izid pa se omenja kdaj? Nekje 2027-2028. Nekako tako, ja. V teh okvirih se gibajo špekulacije. Najen cilj danes je pa, da pregledava te govorice, pa poskusiva razumeti, kaj bi lahko pomenile za prihodnost igranja. Odlično. Kje se je pa vse skupaj začelo? Te govorice so se okrepile lani, ne? Ja, nekje 2024, ko so PS5 in Series S prišle recimo na polovico svoje poti, pa tudi igre kot Cyberpunk ali Starfield so pokazale. Da rabimo več moči. Točno, da apetit po zmogljivosti še kako obstaja. In potem ta kodna imena. Orion za PS6. Kot ozvezdje, nekaj zvezdnega. Mogoče, ja. Zvezdna zmogljivost, kdo ve. Pri Xboxu pa Magnus, to je latinsko za velik, ne? Ja, tukaj je precej jasno, kaj hočejo povedati. Moč, velikost. Verjetno. Če greva na PS6, Orion. Avgusta letos so se pojavile informacije o novem AMD čipu, praviš. Tako je. In zdi se, da Sony ostaja pri svoji preverjeni strategiji. Se pravi, ravnotežje med ceno in zmogljivostjo. Da konkurira tudi PC-jem srednjega razreda. Nekako tako, ja. Omenja se celo neka spremljevalna ročna naprava, Canis, ampak to je še bolj v povojih. Zanimivo. Pri Xboxu Magnus pa oktobra so prišli ven podatki o novem APU-ju, največji doslej. Ja, APU čip, ki združuje procesor in grafiko, in ta naj bi bil res kromozanski. Zgleda, da Microsoft cilja na izkušnjo, ki je še bližje močnim PC-jem. Torej, več moči, verjetno višja cena, poudarek na AI, ray tracingu. Točno. Pa več pomnilnika, mogoče celo več različnih modelov same konzole. Ampak osnova ostaja ista pri obeh, ne? Še vedno AMD. Še vedno AMD-ja. In obe platformi naj bi prešli na nov 3-nanometrski proizvodni proces pri TSMC-u. 3 nanometri. Kaj to pravzaprav pomeni za nas, za igralce? Več moči, manj gretja. V osnovi ja. Gostejše pakiranje tranzistorjev. To pomeni ali večjo zmogljivost pri isti porabi, ali pa manjšo porabo pri isti zmogljivosti, pač bolj učinkovito. Ampak dražje za izdelati, verjetno. To pa ja. In obstaja tudi tveganje, da bi lahko proizvodnja zamujala. Ciljajo na 2026, ampak bomo videli. Poglejva zdaj PS6 Orion bolj podrobno. Dizajn čipa naj bi bil monolitni. Tako se govorijo. Monolitni pomeni, da je vse na enem kosu silicija. Procesor, grafika, vse skupaj. Velikost pa okoli 280 kvadratnih milimetrov. To je manjše od PS5 čipa, ne? Zanimivo, ne? Manjše, ampak zaradi tega 3nm procesa bistveno bolj učinkovito. Učinkovitejše pomeni manj toplote, manj hrupa ventilatorjev, to bi bilo super. No, govori se o TDPI-ju okoli 160 W, Thermal Design Power, pač. To je primerljivo z nekaterimi PST modeli kot Pro. Ampak boljši dizajn bi lahko omogočil boljše hlajenje. Torej, ja, upamo na tiščo konzolo. Kaj pa srce sistema CPU? Tukaj naj bi bil velik preskok, Zen 6. Absolutno. Arhitektura AMD Zen 6. Omenja se 9 ali 10 jeder. Ampak ni samo število pomembno. Ne. Gre za kombinacijo. Nekaj visoko zmogljivih jeder, nekaj pa energijsko varčenejših. To je velik korak naprej od Zen 2 v PS5. In kaj bomo občutili mi? Hitrejše nalaganje? Bolj pametne sovražnike v igrah? Točno to.
Viri omenjajo do 30% boljši IPC, Instructions per Clock. Pomeni, da procesor opravi več dela v istem taktu. Aha, Torej, ja, hitrejše nalaganje vsega, boljša umetna inteligenca, bolj odziven sistem. Omenja se tudi podpora za 8K video dekodiranje. hitrost pa do 4,5 GHz. To bi moralo zadostovati za 4K pri 60 fps, ne? Tako nekako naj bi bil cilj, ja. Gladko igranje pri 4K 60. Sliši se dobro. Ampak grafika. Tukaj naj bi Orion res pokazal, kaj zmore. Radeon 5 arhitektura. Govorice so res obetavne. Ja, naslednja generacija AMD grafike, RDNA 5. Število računskih enot, CPU-jev, naj bi bilo med 52 in 54. In surova moč. Tisti T-flopsi, ki jih vsi omenjajo. Ocene so nekje med 20 in 25 teraflops. Za primerjavo, PS5 ima dobrih 10. Torej več kot dvakrat več. Potencialno, ja. Ampak ti flopsi sami niso vse. Pomembno je, kako se ta moč uporabi. In kako naj bi se? Ray tracing? Točno. Velik poudarek na sledenju žarkom. RDNA 5 naj bi bil tukaj revolucionalen, primerljiv celo s prihajajočimi najmočnejšimi PC karticami, kot je RTX 5090. Wow. To pomeni res realistično osvetlitev, sence, odseve. Ja, bistveno bolj potopljivo izkušnjo. Lepša slika, razumem. Kaj pa gladkost? Hitrost slika? FPS? Tudi tukaj so cilji visoki. Vgrajen naj bi bil poseben AI pospeševalnik za upscaling. Upscaling. Izboljšanje ločljivosti, ne? Tako je. To bi omogočilo cilj igranja pri 4K in celo 120 sličicah na sekundo, tudi s vklopljenim ray tracingom. 4K 120 z ray tracingom. To je pa ambiciozno. Zelo. Gladosti lepota z roko v roki pač. Ena stvar, ki je pa res dvignila prah, je pomnilnik. Slišal sem številko 40 GB. To je ogromno. Ja, 40 GB novega hitrega GDZD7 pomnilnika. To kroži. Skoraj 3-krat več kot PS5. In hitrejši dostop? Ja, 16-bitno vodilo, hitrost 23 gigabitov, pasovna širina okoli 640 GB sekundi. Spet tehnikalije, ampak... Ampak kaj to pomeni v praksi? Zakaj bi rabili toliko placa? Hitrejše nalaganje tekstur, manj doskakanja objektov, ko gledaš v daljavo. Aha, tisto zoprno nalaganje. Točno, manj zatikanja v velikih svetovih. Recimo, igre kot GTA 6 naj bi od tega imele ogromno koristi. Razvijalci bi imeli preprosto več svobode. Več prostora za bolj kompleksne svetove, brez kompromisov. Tako, pa še optimizirana deljena arhitektura, kjer si CPU in GPU delita pomnilnik. Če vse to stejemo, Orion naj bi bil približno 3-krat močnejši od PS5. Ocene kažejo nekako v to smer, ja. Cilji pa 8K pri 30 fps ali pa 4K pri 120 fps. Zvratna združljivost, saj s PS5 in PS4. Zagotovo, mogoče celo starejše, preko emulacije, pa hiter SSD, verjetno do 2 TB, s hitrostmi okoli 10 GB v sekundo. Zmogljivo. Kaj pa cena? Sony ponavadi pazi, da ni predrago. In zgleda, da bo tako tudi ostalo. Govori se o ceni pod $700. Psihološka meja. Točno, da ostane dostopno. Verjetno spet cenejša digitalna verzija brez pogona. Omenila si še tisto ročno napravo Kenis. Ja, to so res samo namigi, spremljevalna naprava, mogoče za streamanje iger s PS6 ali iz oblaka, pa več AI integracije za optimizacijo nastavitev, glasovno upravljanje. Ampak, ja, tveganje zamud ostaja. Ok, to je bil PS6 Orion. Zdaj pa druga stran medalje Xbox Magnus. Tukaj pa druga filozofija, ne? Surova moč. Točno tako. Vse kaže, da Microsoft tukaj ne bo sklepal kompromisov. Že zasnova čipa naj bi bila drugačna, ne monolitna, ampak čiplet. Čiplet. Kaj to pomeni? Kot Lego kocke. Nekako tako, ja. Sestavljanka iz manjših specializiranih čipov, ki so povezani. En čiplet za procesor, drugi za grafiko, tretji za nekaj drugega. In prednost tega je? Večja prilagodljivost. Lažje dosežeš višjo zmogljivost posameznih delov, pa mogoče boljši izkoristek pri proizvodnji. Sliši se napredno. Kakšne so pa slabosti? Morda povezovanje teh koščkov? Ja, lahko pride do kakšnih zakasnitev pri komunikaciji med njimi, čeprav tehnologija napreduje. Pa dražje je lahko. Skupna površina čipa pri Magnusu naj bi bila okoli 408 kvadratnih milimetrov.
občutno več kot pri Orionu. Ja, kar nakazuje na večjo kompleksnost in moč. Večji čipleti, to verjetno pomeni tudi več porabe, več toplote. Absolutno. Govori se o TDP med 200 in 250 W. To je precej več kot Orionovih 160 W. Torej bo rabil res dobro hlajenje. Zagotovo. Zelo robustno. Mogoče parna komora ali kaj podobnega, da ostane zadeva kolikor toliko tiha. Procesor pa? Tudi Zen 6 kot pri PS6. Ista osnova, ja. AMD Zen 6. Podobno število jeder, 8 do 10. Spet kombinacija zmogljivih in učinkovitih. Kakšna pa je razlika? Malo višje frekvence. Mogoče ja, do 4,8 GHz se omenja, pa boljša integracija z Windows ekosistemom. IPC naj bi bil do 40% boljši kot pri Series X. Grafika pa? Tukaj naj bi Magnus res pokazal mišice. Tako kažejo informacije, ja. Arhitektura RDNA 5, ampak bistveno močnejša izvedba. Kolikor močnejša? Več tistih CU-jev. Ja, omenja se med 68 in 70 CU-jev. Pri Orionu je bilo 52-54. To je kar razlika. Ja, ocene T-plopsov gledo zato gor na 30 do 35. Tudi Ray Tracing naj bi bil na absolutnem vrhu primerljiv z najdražjimi PC karticami. Pri Magnusu se pa omenja še ena posebnost. NPU. Kaj je to? Neural Processing Unit. Namenski procesor samo za umetno inteligenco in strojno učenje. Aha, poseben čip za AI. Tako, zmogljivost okoli 110 TOPS. To je spet neka meritev specifična za AI. In kaj bi ta NPU omogočal? Pametnejše nasprotnike v igrah? Tudi to. Pa naprednejši AI upscaling, recimo AMD-jev FSR 4. Še boljša slika pri visokih ločljivostih. Mogoče tudi kakšne funkcije na ravni sistema, avtomatski podnapisi. Ja, recimo, bolj naravno obnašanje likov, personalizacija izkušnje. Cilj naj bi bil brezkompromisno 8K igranje ali pa res kakolosten VR. Pomnilnik pa. Če je že 40 GB kradr pri Orionu veliko, kaj pa tukaj? 48 GB. Točno. Do 48 GB GDDR7 se omenja. Pa ne samo več, ampak tudi širše 192-bitno vodilo. Še večja pasovna širina? Ja, okoli 768 GB. Še korak dlje od Orion. To je pa res sanjsko za razvijalce MMO-jev ali simulacij z ogromnimi teksturami. Vsekakor. Ogromno svobode. Omenja se celo možnost modelov z 36 ali 48 GB RAM-a. Več pomnilnika je koristno tudi za tisto hitro preklapljanje med igrami na Xboxu, ne? Quick Resume. Ja, tudi za sistemske funkcije, seveda. Vse skupaj podpira cilj te PC podobne izkušnje. Zmogljivost naj bi bila torej 20-30% višja od Oriona, mogoče celo 4-kratnik Series X. To so špekulacije na podlagi teh številek, ja. Cilj naj bi bil, da 4x120 s ray tracingom postane standard. Zvratna združljivost, vse Xbox generacije. Pričakuje se polna, ja, pa še tesnejša integracija s PC-jem. Crossplay, cross-save. SSD-zi pa do 4 TB, hitrosti okoli 12 GB. Ampak vsa ta moč ima svojo ceno, kaj ne? Dobesedno. Skoraj zagotovo. Govorice namigujejo na ceno med 800 in $1000. To pa ni več za vsakokara. Ne. Če bo to res, Microsoft jasno cilja na zahtevnejše igralce, tehnološke navdušence. Tiste, ki hočejo absolutno najboljše v konzolni obliki in so pripravljeni plačati več. Še kakšne druge govorice za Magnus? Omenila si NPU. Ja, poleg AI funkcij se špekulira tudi o možnih hibridnih ročnih različicah, nekaj v stilu Xbox Ali. Zanimivo. Vse kaže, da Xbox postaje vedno bolj platforma podobna PC-ju. Tako nekako se zdi, ja. Fleksibilnost in moč. Ok, potegniva črto. Če primerjava ti dve viziji, PS6 Orion proti Xbox Magnus, ključna razlika o filozofiji? Zdi se, da gre PS6 Orion na iskanje tistega sweet spota, ravnotežje med velikim skokom naprej in dostopnostjo. Monolitni čip, manjša poraba, 40 GB RAM-a. Magnus pa? Magnus pa gre na polno, brezkompromisno na vrh zmogljivosti. Chiplet design, večji čip, višja poraba, 48 GB RAM-a. Najmočnejša konzola na trgu pač. Procesorja sta si podobni.